Jaz vas lepo pozdravljam. Danes je tema mogoče malo drugačna, se pa vsekakor navezuje na to, kar je dr. Jožica Mrzlekar že povedala in se bomo tudi v tem predavanju nekako dotaknili v bistvu biološko vrednih hranil in pa vredne podpore našemu telesu. Zdaj, kot je dr. Jožica že rekla, v bistvu jaz mogoče na drugačen način zmeraj poudarim, da tisto, kar je najboljše, je komaj dovolj dobro za nas. Res je, da ženske da to moški znajo veliko bolje od nas in da se ženske to počasi učimo in da nekje pri 50. dojamemo, kaj se za tem stavkom skriva. Veliko je doktorica že povedala. Jaz se bom danes dotaknila mogoče ene teme, ki ni čista specifika prehranskih dopolnil, vsaj na videz ne od znotraj, pomaga pa telesu v veliki meri od zunaj. Ne gre pa tega nikdar ločevati. Kadar skrbimo za svoje telo, za svojo garsonjero, potem seveda moramo razmišljati tudi o tem, na kak način ona funkcionira. In funkcionira lahko samo tako, da imamo vse tiste inštalacije, ki jih posedujemo, tudi v dobrem stanju. Ena od takšnih so zagotovo žile, da rečem, se pravi naše krvne žile, naš krvni obtok in pa tisto, kar nam pomaga poganjati srce ali pa kar je pomočnik našemu srcu. No in zdaj, če pogledamo naše noge, vidimo, da so te noge čez dan zelo, zelo obremenjene. Zdaj, kaj mislite, koliko korakov naredimo na dan? No, zdaj, če kdo kdaj gledal kakšne moje oddaje ali pa kaj podobnega, potem veste, da na tem vztrajam, da je treba hoditi. In zdaj, če prehodimo recimo 4 kilometre, to se da nekako v eni uri narediti, kaj mislite, koliko korakov naredimo na dan? V 4 urah, a na dan? Celoti, ja. Če res 1 uro na dan zraven hodimo, je več kot 10.000, ker naredimo približno 1500 na kilometer. Se pravi, bi se dalo potem tudi, če seštejemo teh 6 kilometrov v eni uri, se pravi, pa potem še zraven tisto, kar čez dan naredimo, res je. Ampak vsi ne hodimo redno, se pravi, nismo toliko dosledni, se pravi, ni to 1000, je 1500 korakov naredimo v 1 kilometru. To je eno tako povprečje, za katerega vemo. Se pravi, če naredimo vsaj 4000 korakov dnevno, je to koliko na leto, poglejte. Je to več kot 1,5 milijon korakov letno. In če si predstavljate, zato potrebujemo nekaj, kar je v dobri kondiciji. Številke so zmeraj tisto, kar mi zelo dobro razumemo in seveda se zmeraj vprašamo, kaj mora biti v zelo dobri kondiciji. Seveda črpalka je srce, seveda arterije, ki pripeljajo hrano do celic. Ampak kaj je največji problem v naših celicah? A je največji problem pripeljati hrano ali je največji problem odpadek? Odpadek. Kaj dela odpadek v telesu? Sproža kisle produkte. In kaj delajo kisli produkti? Telo zakisajo. Na drugi strani, kaj naredijo kisli produkti? Kisli produkti povzročajo bolečino. Ne vem, če ste kdaj o tem razmišljali. Zakaj nas nekje boli in zakaj za eno masažo recimo lahko kvalitetno pomagamo telesu, tudi če nismo vešči nobenega prehranskega svetovanja ali pa če nimamo nobenih drugih izkušenj. Zakaj? Zato, ker ko mi gladimo, ko to razbijamo, naredimo kaj? Razbijemo tiste kisle produkte, ki so se na enem mestu nakopičili, tudi če blago gladimo. In je telesu malo lažje, seveda s tem ne ozdravimo, je pa nekoliko lažje. Ampak kdo pa v telesu skrbi za odplavljanje kislih produktov? Žile, res je. Katere žile? Vene. Vene so pa tiste, ki so, se pravi, dovodnice, plave žile in pravimo tudi, so pa tiste, ki pripeljejo odpadke najprej seveda do jeter pa do pljuč, kjer se to prečisti in nam pomagajo na ta način čistiti telo. Ampak vene so tudi tiste, ki so bistveno bolj ranljive kot arterije, zato ker imajo drugačno žilno steno in ta žilna stena se tudi drugače obnaša kot arterijska. Maja, lahko zato prosim za pomoč.
Film je res, This animation shows how varicose veins form. glejte samo Varicose slike, veins are ker je to swollen najbolj veins pomembno. that are a blue or purple color. They show through the skin, usually on the legs and feet. Se pravi, vidimo jih tudi Click the na navigation koži. arrows below the animation screen to play, pause, rewind or fast forward the animation. The superficial veins lie below the surface of the skin. Te so povrhnje The in te deep jih vedno veins vidimo. pass through the deep tissues of the legs. They transport blood from the legs and feet back up towards the heart. The superficial and deep veins are connected by perforator veins. Imamo povrhnje, globoke Here jih ne we show the vidimo in so bolj position of the nevarne. deep veins, Povezane superficial so veins s perforativnimi and perforator venami. veins in the leg. The deep veins run between the muscles of the legs. Contractions of these muscles, when you move your legs and ankles, help to squeeze the blood back Vidite, up tako towards your mišice heart. pomagajo venam stiskati zaklopko. Aha, zdaj sem pa nekaj stisnila, Maja. Pa se mogoče fajn. To so zaklopke na venah. Vene imajo zaklopke, arterije... This animation shows Aha, škoda. the deep veins run between the muscles of the Malo legs. stavite samo, prosim. Hvala. A ne gre nekako to zdaj nekaj švingla? Ja, ne, Okej. ne smete Ne smem pritiskati, stiskati. This ja, up- ker potem The deep Se vein opravičujem. Sem mislila, da to gre eno z drugim. Ne. V glavnem vene imajo te zaklopke, ki jih vidite, arterije tega nimajo. In te zaklopke se z leti obrabijo in se pozabijo zapirati ali pa se ne zapirajo več dobro. In zaradi tega slabega zapiranja se pravi tekočina zastaja. Kri gre v smeri navzgor in kadar pomagamo z mišicami stiskati to kri navzgor, potem se te zaklopke zaprejo, kri ne more nazaj in tekočina v nogah ne zastaja. Kadar začnejo zaklopke popuščati in smo mi zraven še mišično slabo aktivni, se pravi, ni mišične črpalke, slabe so zaklopke, kri zastaja v nogah. run between the muscles of the legs. Contractions of these muscles, when you move your legs and ankles, help to squeeze the blood back up towards your heart. Veins also have valves that prevent the blood from flowing back towards your feet. Here we show a valve and the muscles around the vein. Vidite, kako se to kontrahira, pa Varicose kako veins pomaga, are ne, thought to telo. develop when the valves don't close properly. Here we show a valve in a superficial leg vein. If the valves don't work properly, the blood is able to flow To backwards. je zdaj ta del, ko sem rekla, ko se zaklopka ne zapre, potem kri pravzaprav prodira nazaj in zastaja. Blood pools in the vein, causing the vein to stretch. This is called a varicose vein. Here we show a vein that has become varicose. In zdaj seveda, kadar kri zastaja, se vena razširi in ko se razširi, jo tudi vidimo. Takoj, ko so prve vene vidne, rečemo, da so to male varice ali krtice. Kadar se potem to dogaja dalj časa, se razširi na večjem področju, lahko postane žilna stena tudi precej zvijugana, grbančasta in jo lahko dobro tipamo. Običajno tipamo vedno samo površinske vene. Bodite previdni, če so površinske vene nabrekle in se kažejo, to pomeni, da so najverjetneje tudi globoke vene prizadete. Here we show a varicose vein in the lower leg. Varicose veins may cause symptoms such as aching, itchiness, or swelling of the ankles. However, often they don't cause any symptoms. The main Zdaj, kar je pomembnega tukaj, da imate občutek pečenja, srbenja, lahko tudi bolečine v predelu in zdaj, kadar se pogovarjamo, je to največkrat najprej v predelu gležnja. Ne, kadar tukaj kri zastaja, ima včasih kdo občutek, da ga gleženj boli, da je z njim nekaj narobe, pa je velikokrat težava v tem, da so vene razširjene, da prekrvitev ne dela dobro in da tekočina tam zastaja. In seveda, kadar govorimo o povrhnjih venah, kot sem rekla, te vidimo. In to, kar hoče pa zdaj povedati, je pa to, da tistih globokih pa ne vidimo, pa je potrebno biti previdni, moramo biti previdni. problem is usually their appearance. This is the end of the animation. Click on the animation screen to watch it again.
Hvala, Maja. Jaz mislim, da je to pomembno zaradi tega, da... Samo sekunde, da grem zdaj jaz naprej. Sam mimo. Ok. Zdaj, kar se tiče teh varikoznih ven, jih mi običajno vidimo na koži, vidite take ene drobne razširitve, vidimo tudi pajkaste nevuse, kot jim radi rečemo, pa se ženske začnemo sekirati že v prvih spremembah. Ampak pravzaprav to je estetski del zgodbe. To je samo estetski del zgodbe, pa nas največkrat zmoti. Praviloma bi se morali zaskrbeti zaradi tega funkcionalnega dela zgodbe. Ta del je tisti, ki nam dela potem težave. In vidite, ko se zaklopke oslabijo, potem začne kriza stajati, se pravi, ne more odplavljati, ne gre naprej. In potem se slika se vedno poslabša in dobimo takšno grdo sliko, lahko pod kolenom, lahko je to v okoli gležnja, lahko gre po poteku noge, lahko tudi po sprednji strani noge. Ampak še zmeraj smo pri estetiki, pa rečemo funkcija, pa grda vena, pa to bomo zamenjali, ali bo pa stripping narejen, ali bo koagulacija, karkoli od tega. Težava je v tem, da ko nastopi to vensko zastajanje ali venska staza, kot ga imenujemo, se zgodi kaj? Kaj smo prej rekli? Kriza staja. In če kriza staja, zastajajo odpadki. In če zastajajo odpadki, se telo zakisa. Lahko se zakisa na enem predelu, lahko na večjih. In v čem je potem težava? Težava je pri ljudeh, ki so že itak šibki v teh predelih, recimo, da je kdo sladkorni bolnik, pa mu kri še zastaja. In potem se čudimo, zakaj se je razvila gangrena. Gangrena se je razvila zato, ker so nekje zastajali odpadki. In kjer zastajajo odpadki, začne telo na nek način slabeti. In če dalj časa slabi, lahko en del tudi odmira. In tako vidimo potem ali črn nohet, črn prst in pride tudi lahko do amputacije. Zato se moramo zavedati, kakšen velik pomen ima zdravo ožilje in zato se moramo zavedati, da je potrebno za to ožilje tudi skrbeti na primeren način. Ne samo tako kot ta dama, ki je dala tukaj noge v zrak, ampak predvsem moramo skrbeti za te noge sami. Skrbimo lahko na različne načine, seveda z aktivnim načinom življenja, ker smo prej šteli korake na kilometre, skrbimo lahko z udobno in zdravo obutvijo, kar je zelo pomembno, da nosimo naravne materiale, da nimamo na svojih nogah sintetičnih nogavic, da so materiali, s katerimi jih pokrivamo, bombažni, se pravi lan, svila, bombaž ali kaj bambus in še kaj podobnega, in seveda, da so čevlji takšni, ki dihajo. Vse nasprotno pomeni spet eno plastično vrečko dati na stopala in seveda takšna plastična vrečka nam prepreči normalno dihanje in prehajanje kisika skozi kožo in seveda tudi pomeni motnjo za ožilje. Izvajamo lahko tople in hladne polive, to je poznal že gospod Knajp, lahko tudi kopeli seveda. Od časa do časa smo rekli, noge dvignemo in jih razgibamo, v službi tega ne smemo. Odpravimo tudi nezdrave navade in razvade. Kaj pomeni nezdrave navade? Predvsem pretirano pitje alkohola lahko povzroči nepričakovano ali pa povečano širitev perifernega ožilja. Seveda, ko se žila zelo razširi, je zelo ohlapna in taka žila težko odplavlja spet odpadke. Zraven tega alkohol pomeni veliko breme za telo in to breme telo težko čisti. Naša jetra obremenimo dodatno. Alkohol, smo rekli, kajenje oslabi naše žile, zlasti na periferiji, zlasti pri kadilcih vemo, da so žile na udaru in da se pojavi tako imenovana Bürgerjeva bolezen in pa seveda tudi pri sladkornih bolnikih, kjer rečemo, da so navade tiste, ki so jih pripeljale največkrat seveda do sladkorne bolezni, nepravilen način prehranjevanja in pa predvsem slab izbor hrane. No, kot je že dr. Mrzlekarjeva povedala, je pomembno, da izbiramo biološko aktivno hrano. Biološko aktivni prehranski dodatek. Pri hrani težko merimo, ker smo pač velikokrat vezani na velike centre, v katerih nakupujemo
Jaz sama pri sebi vidim, da vsak dan res ne uspem s tržnice prinesti ali pa iz domačega vrta, tako da pač si vezan na neko hrano in kadar si vezan na osiromašeno hrano, si moraš nekako zagotoviti biološko aktiven prehranski dodatek oziroma prehransko dopolnilo. Zdaj, biološko aktivna prehranska dopolnila, veste, vsaj tisti, ki ste že veliko let, več let kot jaz v Kaliviti, da imajo več kot 72 MHz bioelektrične energije, kar pomeni, da taka hrana zelo dobro vibrira, bi rekli, da nosi s seboj dobro energijo. Hrana, ki nosi dobro energijo, je tudi bogata s hranili. In takšno hrano danes zelo redko srečamo, ne samo zaradi upada hranil v zadnjih 10 letih v vsaki hrani, kot jo imamo, ampak tudi zaradi načina skladiščenja, pridelave, predelave, potem tudi stoji hrana velikokrat, ne utegnemo vsak dan svežo skuhati in podobno. Zato je toliko pomembneje, da dejansko iščemo kakovostne prehranska dopolnila, in pa seveda, da skrbimo za svoje zdravje. Ampak tudi, če vse to delamo, se nam kdaj zalomi. Zalomi se nam zaradi naglice, zato ker ne spimo dovolj, ne jemo dovolj, ne hidriramo se dovolj, preprosto zalomi se v tem svetu. In kadar razmišljamo o tem, vemo, da moramo o zdravju nog razmišljati tudi na drugačen način. Lahko razmišljamo tako, da zdravimo osnovno bolezen, kar je nujno potrebno, zlasti kadar gre za nekoga, ki je recimo srčni bolnik, nekdo, ki ima visok pritisk, nekdo, ki je, kot sem že rekla, sladkorni bolnik, nekdo, ki ima prehranske težave, operiran na črevesju. Za vse te ljudi vemo, da je tudi absorpcija slabša, ne samo, da jetra slabše predelujejo. In se pravi, če jetra ne zmorejo in če absorpcija ni zadostna, ne dobim dovolj hrane. Tudi če imam najboljšo hrano z najboljšega vrta, moje telo ni sposobno tega sprejeti in moram dodajati, moram dopolnjevati. In kadar dopolnjujem, seveda bom dopolnjeval nekaj, kar bo dobra kombinacija in kar bo predvsem kakovostna kombinacija, zlasti pa gledajte najprej na to, ne glede na to, če boste še kje stikali okoli, pa boste iskali še kaj drugega, ampak mora biti tisto certificirano, preverjeno in kakovostno. To pri Kaliviti je in vsaj vse garancije, ki so, zagotavljajo, da so prehranska dopolnila visoke kakovosti. Zdaj, kar se nog tiče, bomo rekli, uporabljamo venkeje. To je tisto, kar lahko damo od zunaj, kar nikomur ne škodi in kar se zagotovo absorbira. Je res ali ni res? Če gre ven, gre tudi not. To, da gre ven, vemo vsi. Že pri otrocih damo otroke pod lučko, zato da se rešimo bilirubina. Bilirubin je kaj? Je maščoba. Se pravi, če se maščoba lahko izplavi preko kože ven, se pravi, jo lahko tudi damo preko kože noter. Tak je nekako normalna logika. No, zdaj vem, da venkejer poznate, res pa je, da se je v zadnjem letu, oziroma v letu 2017, konec leta 2017, naredila pač, se je, ne bom rekla samo marketing, ampak predvsem usmeritev spremenila iz enega preprostega razloga. Mislim, da je prav, da to veste, ker je bil prej tale pripravek narejen na bazi polžje sline, zdaj je pa na rastlinskih izvlečkih. Nič ni narobe, nič se ni pokvarilo in nič se ni zgodilo, nobenemu ni naškodilo, ampak trendi v Evropi in v celotnem svetu grejo v smeri čim manj mučenja živali in čim manj izkoriščanja njihovih pripravkov, izločkov. Ker je bil gel narejen oziroma krema narejena na bazi polžje sline, se je vodstvo nekako odločilo, da vendarle to sodi tudi v neko manipulacijo živali, ki ni najbolj etična in ni nekako najbolj zaželena in tudi ne nosi dobrega sporočila. Zato so ta pripravek zamenjali in ga nekako oplemenitili na drugačen način. Uporabili so snovi, ki so trenutno na trgu znane kot najboljše protivnetne, najboljše za spodbujanje prekrvitve in pa ki imajo še nekatere druge zelo dobre učinke na telo, direktno tudi na sklepe. Zakaj francosko znanje? Zato, ker pač je to kozmetika, ki je nekako nastala na podlagi francoskih izkušenj, zlasti kar se tiče izvlečkov iz listov vinske trte
In pa seveda ajurvedska tradicija je pa Boswellia serrata ali frankincense, kot drevo radi imenujemo, medtem ko obe nosita s seboj številne dobrobiti. Jaz vam jih bom poskušala zelo preprosto tudi predstaviti, čeprav v resnici ni tako zelo enostavnega mehanizma. Ampak ker potrebujete sporočilo, s katerim si boste lahko vedno pomagali in ki si ga boste zapomnili, mislim, da je pomembno, da veste, da ti dve zelišči skupaj in vsako posebej delujeta protivnetno, kar je zelo pomembno, kadar se ena žila recimo razširi, nas začne srbeti, njena okolica postane rdeča, je razdražena in lahko tudi peče. Izboljša se kondicija ožilja, zato ker na direkten in indirekten način se poveča tonus v tistem delu, zlasti tonus muskulature. In če ste si zapomnili, na kak način mišice pomagajo tonizirati in pomagajo pri črpanju krvi iz periferije, potem boste razumeli, da je ta tonus muskulature zelo pomemben. Muskulaturo ima tudi žilna stena sama. Čeprav je znana arterija bolj kot žilna, se pravi bolj kot mišična, imajo tudi vene elastično tkivo, na katerega lahko direktno vplivamo. Da zaradi svojega vlažilnega učinka koža pridobi tudi boljšo svežino in se izboljša njen videz, seveda pa posledično se zamaskirajo te varice, nekako manj žarijo, manj so izražene in seveda so tudi manj vidne, to, kar si vsi želimo. Zdaj, naravne sestavine v tej kombinaciji sta dve, kot sem rekla. Eno je izvleček listov trte rdečega grozdja, za katere vemo, da jih je najbolje pobirati septembra, ker septembra vsebujejo največ. Kdo ve? To smo že predavali, resveratrola, seveda. In ne samo ostalih fenolov. In pa druga je pa kombinacija, ki jo imamo v sestavini, ki se imenuje kot zaščitena sestavina je Sutex. V tej sestavini je pa Boswellia serrata oziroma kadilo tega drevesa in z svojimi učinki pripomore k izboljšanju v kombinaciji. Zdaj mogoče nekaj značilnosti, ki jih ne poznate in ne veste, da listi rdečega grozdja oziroma izvleček listov rdečega grozdja vsebuje omega-3 maščobne kisline in da jih ima skoraj toliko, kot jih vsebuje tudi laneno seme. Zanimivo. Vsaj 2%, ne vem, jaz tega moram priznati, da sem se začudila, da ima 2% omega-3 maščobnih kislin v teh listih, seveda najboljše je spet septembrska berba, da ima podobno kot grozdje, kot lupina grozdja in kot peška, veliko fenolov, flavonoidov, stilbenov in flavonov, ampak tu se ne bom zdaj zaustavljala, ima pa tudi veliko magnezija in kalcija. Z enako količino rdečega grozdja kot z listi lahko zaužijemo vsaj 10% dnevne količine magnezija, kar ni veliko, ni pa zanemarljivo. Zagotovo ni zanemarljivo, kadar poskušamo s tem vplivati na žilno steno. Žilna stena je namreč izrazito odzivna na magnezij in izrazito sproža relaksacijo ožilja, na drugi strani tudi relaksacijo mišičja. Se pravi, ta krema se lahko uporablja tudi takrat, kadar obstajajo mišični krči, za katere ne vemo, ali so žilnega porekla ali pa imajo drugi izvor, ampak svojo količino magnezija zelo blagodejno vpliva tudi na muskulaturo. Se pravi, je zelo dobra tudi za kako masažo, za vtiranje, za relaksacijo. Lahko pa se uporablja tudi za vratni predel, to zdaj vem, Maja, da ni napisano, ampak lahko se uporablja za vratni predel, kadar so bolečine, ker sproži eno lepo ugodje in tudi bolečine so manjše. No, zdaj, direktni učinki so, da izboljša prekrvitev, da odplavlja nakopičene tekočine v medceličnini, da s tem blaži otekanje, se pravi prepreči ali olajša edeme in ima tudi protimikrobne lastnosti, predvsem zaradi teh učinkov, ki jih trta nosi seboj. No, zdaj drugi del zgodbe je Boswellia serrata, kot sem rekla, drevo imenujemo tudi frankincense, kadilo, ki je v tem drevesu, se pravi v smoli tega drevesa, ima eno posebno lastnost, vsebuje encim, ki ga imenujemo lipooksigenaza in to je encim, ki je zelo podoben po lastnostih
tem zdravilom, ki jih imenujemo nesteroidni antirevmatiki. Verjetno jih veliko od nesteroidnih antirevmatikov poznate. Jaz bom mogoče na hitro naštela, pa to ne razumeti kot reklamo, samo da si boste lažje predstavljali, ali pa bo kdo drugi namesto mene. Če poznamo Voltaren, to poznate verjetno vsi. Olfen, Dicloduo, kaj še je takega. Imamo še kak etodolak, imamo še recimo elderin, imamo še potem tudi kakšne pripravke metamizola, kjer je tudi nekaj antirevmatikov, pa tudi kaki, še kaj? Aha, naklofen, pardon, ja, to sem pozabila. Nimam jih preveč rada, pa jih kar pozabljam. No, tako da lipoeksigenaza ima protivnetno delovanje in s tem svojim protivnetnim delovanjem pravzaprav vpliva na področje, kodr se uporablja. Zdaj, kar govorimo o kremi, je to področje, kodr to kremo vtiramo. In če gre za ožilje pod kolenskim sklepom, recimo, in kadar vnašamo to kremo, recimo, v ta predel, se pravi, bo vplivala tudi zelo ugodno na sklepe. Zakaj je to pomembno? Zato, ker za bosvelijo samo vemo, da zelo dobro vpliva na sklepe in da s tem svojim encimom pravzaprav pomaga vzdrževati tudi tekočine v sklepih, hkrati pa ne poruši glukozaminskih skupin, bi rekli, ki so zelo pomembne za vzdrževanje in sklepne funkcije in na drugi strani sklepne tekočine in sklepne ovojnice. Relaksira, sem povedala, da tudi deluje protimikrobno in antikancerogeno. To so pa zdaj zadnje študije, kjer jih raziskujejo tudi vlogo bosvelije pri možganskih tumorjih. Tega ne morem potrditi, vendar je v procesu raziskovanja. Zlasti pa je pomembno to, da tudi kadar kombiniramo bosvelijo v obliki kreme z ostalimi preparati, to nikakor ne draži želodca. Mislim, da to veste. Tudi če se bosvelija uživa na usta, ona sama ne draži in nikdar ne poruši želodčnih struktur. Zdaj uporabljamo jo kot mazilo, to sem povedala, moramo vnašati zmeraj z občutkom, ne zaradi pripravka, ampak predvsem zaradi ožilja. Ožilje ne mara grobe masaže in ga prosim ne napadate z enimi silnimi pritiski za ožilje, akupresura direktno na žilno steno ni primerna. Zato je ta pripravek krasen, ker ga lepo nanesete, se lepo vtira in se tudi lepo vpije. Lahko ga uporabljate tudi na rokah. Mi velikokrat razmišljamo o tem, da kri zastaja, da tekočina zastaja samo v spodnjih udih. Ni res. Lahko zastaja tudi na rokah. Lahko zastaja pri ženskah. Kdaj? Po operacijah dojke, po operacijah limfnih vozlov. Pa pozabimo, da se da pri tem pomagati. Pa vse napadamo z nekimi rokavicami, s kompresijami in še čem. Veliko lažje je, če damo zraven vaje in eno dobro kremo, s katero si lahko nekdo pomaga. Zraven tega je krema tudi prijetna in ta prijetnost tudi naredi svoje, saj imamo ljudje 5 čutov, von, vid, tip, sluh in okus in seveda je to pomembno, na kak način se nas nekaj dotakne, pa tudi kakšen von nosi seboj. Kadar ima nekdo podplutbe, se pravi tudi pri športnikih se to lahko uporablja, po odvzemu krvi imamo pogosto podplutbe, če je kdo zelo grob z nami in pa seveda tudi po kakšnih infuzijah, ki so nastavljene in se na hitro odvzamejo ali pa smo mi bolj občutljivi, nastanejo takšne podplutbe. Ne pozabite na te momente, pri vsem tem se da pomagati. Zakaj bi hodil nekdo za takšno roko pa s temi modricami na rokah? Zdaj, povedala sem, da je naravno, da spodbuja kondicijo ožilja, da izboljša videz, da zamaskira varice in da daje tudi koži eno prijetno, da rečem, teksturo. Seveda je pa potrebno tudi vedeti, ali to kremo lahko kombiniramo, ali jo mora nekdo zdaj uporabljati čisto samo zase. Zdaj, kadar razmišljamo o tem, ali bomo kupili nogavice ali kremo, jaz mislim, da je najboljše kar oboje, se pravi kompresijske ali vsaj preventivne nogavice, na drugi strani pa seveda celo paleto dodatkov. Zakaj sem začela s Power Minerali? Zato, ker so polni mineralov, na katere se naša žilna stena zelo dobro odziva, zlasti pa tudi jetrna funkcija in kadar je oboje dobro, se tudi telo lepo vnaša. Zakaj smo nadaljevali z Mega B? Ker tudi podpira funkcijo ne samo jeter, ampak tudi perifernega ožilja, zlasti pri sladkornih bolnikih, pri perifernih nevropatijah, kjer je tudi otekanje večje.
Zakaj z E-vitaminom? Ta se tudi z jetri nadgrajuje. White Willow poznate, klasični, da rečem, dobri ven protekt, tudi najverjetneje vsi poznate in zdaj bi se me bo mogoče kdo spomnil, da nisem omenila ene indikacije, pri kateri pogosto prihaja do odtekanja. To so alergije. Se pravi, tudi pri alergijah lahko to kremo zelo dobro uporabljate, seveda pa jih kombinirajte. Kombinirajte od znotraj in kombinirajte od zunaj. Še najboljše je, če še kakšna pozicijska drenaža, se pravi visoko podložen ud ali kakšno dodatno hlajenje, ker bo učinek temu primerno večji. Najlepša hvala.